tednih in mesecih, ko se domala ves svet sooča s pandemijo COVID-19, raziskovalci mrzlično iščejo načine, kako priti blizu patogenu, za katerega pravijo, da je v bistvu zelo prefrigan virus. Kot virus SARS-CoV-2 lahko v hujši obliki napade bolnikova pljuča in seveda v tem primeru pride do hudih respiratornih zapletov. Pred nedavnim pa je slovensko podjetje Educel, ki se ukvarja z matičnimi celicami, sporočilo, da poskušajo z uporabo mezenhimskih matičnih celic blažiti posledice vnetja pljuč. Doktor Miomir Kneževič, vi ste direktor Educela. Kako ste prišli na idejo za tovrstno terapijo, ki ste jo v bistvu tudi poimenovali ImmunArt? Ja, ImmunArt v bistvu ni nova zadeva, ker vsi naši produkti, ki jih izdelujemo že zadnjih 23 let, mi smo namreč eni od pionirjev celične terapije, verjetno eno najstarejših delujočih podjetij na tem področju na svetu. Je stvar v tem, da končnica ART pomeni avtologna ali pa alogena regenerativna terapija. Mi delujemo na področju regenerativne medicine. To pomeni, da gojimo celice, ki so namenjene za klinično uporabo. In 6 let nazaj smo začeli uporabljati te mezenhimske matične ali pa mezenhimske stromalne celice, MSC imenovane. To so tkivotvorne matične celice, ki... No, se to sem vas hotela kar vprašati, če razložite, kaj so mezenhimske matične celice. Ja, to so prav tkivotvorne matične celice, tiste, ki se spontano lahko diferencirajo v hrustanec, kost ali pa maščobno tkivo, lahko se pa seveda tudi v kakšna druga tkiva ustrezna. Imajo to plastičnost še zmeraj, čeprav so multipotentne matične celice, to pomeni malo bolj diferencirane, kot so recimo embrionalne. In pred 6 leti smo prvič po klicu dr. Janeza Jazbeca iz pediatrične klinike v Ljubljani smo začeli gojiti mezenhimske matične celice za zdravljenje bolezni, ki se imenuje graft versus host ali bolezen presadka proti gostitelju. To je hud stranski pojav po transplantaciji kostnega mozga, alogenega, dajalčevega kostnega mozga, ko ta dajalčev kostni mozeg napade tkiva prejemnika, to so predvsem črevesje, koža in notranji organi. Velikokrat se ta graft versus host konča z smrtjo, če je zelo hud. Izkazalo pa se je, da mezenhimske matične celice blažijo tako vnetje. Uporabljali smo jih potem še pri več drugih primerih avtoimunskih bolezni in mezenhimske matične celice so zelo uporabne tudi po svetu. Mi nismo edini na svetu, ki gojimo te celice, ampak pomembno je, da ti izselekcioniraš tak klon ali pa tako kulturo matičnih celic, ki se dovolj hitro deli, ki je varna, in seveda, ki deluje imunomodulatorno. To je pomembno. Matične MSC-ji ne zavirajo imunskega odziva, ampak ga samo uravnotežijo, kadar je ta imunski odziv gre izpod kontrole. Kako pa dobite te matične celice? Mislim, od kod jih vzamete? Standardno so to iz kostnega mozga darovalcev, to pomeni zdravi mladi darovalci, večinoma moškega spola, zato ker jih lahko več teh celic vzamemo. In potem mi te celice izoliramo, to pomeni sprocesiramo v laboratoriju, vzamemo frakcije, ki imajo karakteristike mezenhimskih matičnih celic in z njimi potem delamo naprej še nekaj kultur. In te namnožimo več stokrat in te celice so potem uporabne za zdravljenje bodisi osteoartritisa, kar je študija, slovensko-italijanska študija v Valdoltri pokazala, v bolnišnici Valdoltra, zelo uspešno, potem v primerih tudi osteokondralnih defektov, tam sicer uporabljamo pacientove lastne celice. Drugače pa uporabili smo jih tudi pri Crohnovi bolezni in pri
sakroilitisu, kjer večinoma uporabljamo pacientove lastne celice. Izkazalo se je... No, to me zanima, doktor Kneževič, rekli ste seveda uporabljate lastne celice, ne? Ne vedno. Ne vedno. Ne vedno. No, kdaj jih vzamete pa recimo od donorja? Od donorja jih vzamemo takrat, kadar želimo, kajti donorske so kompatibilne z donorjem, jih donor ne izvrže. A to mora biti vedno sorodstvo ali je lahko tudi... Kdorkoli, samo da so kompatibilne? Niti ni nujno, da so kompatibilne, samo pomembno, da dobro rastejo, pa da imajo imunomodulatorni efekt. Kadar rabimo ta efekt, to pomeni imunomodulacije, to pomeni, zelo tako banalno, mogoče neprimerna primerjava, ampak da lažje razumeti, tako približno, kot bi, če imate angino, pa vzamete antibiotik, da ubijete bakterijo, pa vzamete lekadol, paracetamol ali pa aspirin za to, da vročino zbijete dol. Tle približno je isto. MSC-ji na nek način zmanjšajo vnetje, to pomeni zbijajo vročino. Pravo zdravilo proti virusu, seveda mora biti pa drugo. Pomemben je pa to, da... Še to najprej me pa zanima, rekli ste, da seveda bolniku potem, ko te celice pripravite v posebnih napravah, aparaturah, gre za individualno terapijo. Če jih imate teh celic več, lahko vi večkrat recimo inicirate to v bolnika? No, seveda, jasno, če celic dovolj. Zdaj te celice, ki delamo zdaj trenutno za COVID-19, to ni individualna terapija. To je terapija, kjer mi množimo te celice, kolikor jih moramo, in potem dajemo iste celice, od istega donorja, večjim različnim bolnikom. A v tem primeru mora biti kompatibilna tudi? Ne. Kako pravim, ni potrebno, da je kompatibilna. Kompatibilnost je potrebna samo takrat, kadar želimo kadar recimo transplantiramo kostni mozek, pri regeneraciji tkiva mora biti pa ne samo kompatibilno, mora biti pa pacientovo lastno tkivo, zato ker drugače ga bo pacient izvrgel ven. Tudi če bo podobno. Zato, ker pacientov, kjer mi hočemo regenerirati tkiva, mi ne imunosuprimiramo. Treba je razumeti, se v bistvu je relativno enostavno. Vse, kar je nam tuje, bomo mi zavrnili. Vse. Toleriramo to samo na ta način, če jemo zdravila, ki zmanjšajo naš imunski odziv in potem bomo kakšne celice, ki so nam zelo podobne, tolerirali. Pa še to ni nujno, da prav dolg časa. To pomeni, kadar mi želimo zgraditi novo tkivo z tujimi celicami, takrat imamo problem. Problem pa zato, ker je to zelo rahla meja med tem, da bomo mi napadli te celice ali pa da bojo v primeru kostnega mozga, krvotvornih matičnih celic, te celice napadle nas. V tem je stvar. V primeru terapije imunomodulacije je pa tako, da mi damo kot en katalizator te celice v telo in ta katalizator dejansko uspe vzpostaviti stanje v telesu, ko se nam imunski odziv zmanjša. To pomeni, da enostavno pretirano močen imunski odziv mi uravnotežimo. To je bistvo delovanja MSC-jev pri COVID-19. No, tu ste zdaj vi vstopili noter v to zgodbo, kjer vsi iščemo, oziroma iščete raziskovalci, kaj narediti. V katerih primerih je pa smiselno, da se odločite za uporabo teh mezenhimskih matičnih celic pri COVID-19? Mi menimo, nažalost, da jih še zmeraj prepozno uporabljajo. Uporabljajo jih, ko so že izčrpali čisto vse druge možnosti. In to je res relativno zelo depresivno, zaradi tega, ker imunomodulacija zmeraj bolj deluje takrat, kadar je imunski sistem še zmeraj v principu v funkciji. Ko pa imunski sistem ponori ali pa ko je popolnoma uničen, takrat ga je pa težko spraviti k življenju. Dejstvo pa je, da se je izkazalo, to se je na Kitajskem pokazalo, da MSC-ji dejansko pomagajo in zmanjšajo potrebo po kisiku za tega pacienta,
zmanjšajo vnetne procese in izkazalo se je, da ti ljudje so vsaj za 50% več jih je preživeli in manj kisika so rabili. Zdaj, tukaj govoriti o procentih je seveda zelo problematično, zato ker so bile številke zdravljene z MSC-ji pri COVID-19 relativno nizke in tam odstotek ne pomeni dosti, ker še oni so zdravili 7 pacientov. Zato pa mi zdaj želimo narediti klinične študije na tak način, da bomo imeli, ker je zdaj pacientov pa res veliko, nažalost, je možnost ugotoviti, katera doza, na kakšen način je ustrezna, da tem pacientom to pretirano imunsko reakcijo zmanjša. Efektov, ki jih te MSC-ji tukaj delajo, je več. To je tako kot multivalentno zdravilo. V pljučih se dogajajo procesi, ki jih naenkrat še ne poznamo prav zadosti dobro. In te procesi, ki so za COVID-19, so tako na imunološki ravni, kakor na ravni epitelijskih celic v alveolah. In vemo pa samo to, da je končni efekt tak, da prihaja do enega velikega neravnotežja mineralov in cele fiziologije v pljučih in potem pljuča dobesedno voda zalije. In so nefunkcionalna in pacienti, ki se jim to zgodi v najhujši možni obliki, seveda ne morejo brez zunanje pomoči se dovolj oksigenirati. Po drugi strani pa potem, ko pride še do poškodb, lahko pride do poškodb notranjih organov zaradi vseh teh hudih reakcij citokinskih viharjev, tako da eni imenujejo, da je to v bistvu citopatologija ali pa kakorkoli drugače. Hipotez je veliko, ampak mi nismo želeli postavljati hipoteze, mi smo želeli samo uporabiti lastnosti MSC-jev za to, da rešimo čim več življenj ali pa vsaj zmanjšamo obremenitev respiratorjev in na ta način tudi zdravstvenega sistema pri tej hudi bolezni, zdaj, ki razsaja. No, vemo, da recimo obstaja več stopenj recimo pri obolevnosti tega COVID-19. V katerem stanju oziroma v katerem štadiju je smiselno dajati te MSC-je? Tako je, to je relativno draga terapija, kljub vsemu, tudi danes, zato vsem, ki zbolijo, zatem je to v bistvu nekako nepotrebno. To so druge primernejše terapije ali pa tudi včasih nobena terapija glih tako dobra. Ko pa se pacienti, tistih 20% pacientov, ki pa odreagirajo prehudo ali pa močno, te so pa vsi potencialni kandidati za to terapijo. Zdaj, mi vstopni kriteriji za klinično študijo so taki, so pacienti, ki bi dejansko morali priti na respirator, pa da niso na respiratorju dlje kot 5 dni. Zakaj? Zato, ker če je pacient zelo dolgo časa na respiratorju, je njegovo stanje velikokrat slabo, zelo slabo in potem je vprašanje, koliko teh celic, ki jih pa že tako je težko zadostno število pridelati, bi imeli in izkazalo se je, starejši kot je človek, hujša kot je njegova dihalna kriza, več celic se potrebuje za terapijo. Mi smo imeli nekaj primerov zdaj že v Srbiji in v Italiji, ko je bil ta tako imenovan compassionate use uporabljen pri pacientih in sta eden pacient v Srbiji in en v Italiji sta reagirala na enak način v enakem času. To pomeni po dnevu in pol je prišlo do reakcije. Jaz sicer nisem zdravnik, zato tega ne bom komentiral z tega stališča, samo kolegi moji zdravniki so. Prehitro je delati neke statistične zaključke, ampak izkazalo se je, da dejansko te celice, da ni vprašanje, a delajo ali ne delajo, one delujejo. Ne vemo pa še, kolikokrat, kdaj in točno v katerem stadiju je optimalno te celice dati. A je recimo eventualno, so recimo dajanje teh celic, če je v opreki oziroma da je inkompatibilno, če ima pacient kakšne dodatne bolezni? Ne. Kar je lepota teh celic, te celice so absolutno varne. Tukaj ni
nikdar nobene dokazanega hudega stranskega efekta. So bili efekti, ki so se pri kakšnih pacientih, ki so bili v hudem stadiju, kot eni transplantiranci notranjih organov in tako naprej, ampak direktna korelacija, da je prišlo do kakšnega poslabšanja zdravstvenega stanja zaradi injekcije MSC-jev, pa ni. In vse, kakšni kdaj rečejo, da je to nevaren, pa tumori nastajajo, pa ne vem kaj še vse, to so govorice, ki jih znanstveno ne morejo dokazati. Ne morejo. Prve klinične študije ste že začeli, ne? Ste omenili prej, no in kako kaže in kako boste nadaljevali s tem? Pri kliničnih študijah na splošno je tako, da prezgodaj dajati zaključke v eno in v drugo smer je neprimerno. Zaradi tega, ker klinična študija je znanstvena metoda ugotavljanja delovanja zdravila, ali pa terapije. In če daješ prezgodaj zaključke, po eni strani, če si preveč navdušen, to pa dela, zavajaš, in seveda po drugi strani, če imaš na začetku neuspeh, zato ker še iz kakršnikoli razlogov, je to tudi zavajajoče. Treba je ugotoviti, koliko kakšnih pacientov, po možnosti, da je dvojno slepa, randomizirana, multicentrična klinična študija. To pomeni, da je maksimalno možno objektivna, kolikor se pač da, in da dobiš, in kadar takrat dobiš rezultate, ki so dovolj dobri, ponavadi za 20% na standardno terapijo, takrat že veš, da imaš zdravilo, ki ga je smiselno uporabljati prej. Seveda to njegova cena tudi omogoča. Kakšna pa je pripravljenost klinike za to vrstno sodelovanje oziroma terapijo to? Odvisno, kakor katere in kakor so obremenjene, in to je odvisno predvsem od ljudi, ki so seveda na kliniki, kakšno željo po raziskovanju novega imajo, kajti to je raziskovalno delo, kljub vsemu. Je etično zelo izpostavljeno, zaradi tega, ker mora zdravnik razložiti in kar nekaj energije porabiti, da pacientom razloži, zakaj pri terapiji gre. Dobiti je treba je pripraviti vlogo za etično komisijo, treba je braniti svoje odločitve, treba se je držati protokolov, treba je zbirati podatke in skratka biti maksimalno skeptičen in kritičen do svojega dela. To je pa včasih pač težava. Ampak načeloma univerzitetni klinični centri, kjerkoli po svetu, in druge teaching hospitals, so v bistvu njihova naloga, da preizkušajo nove načine zdravljenja in delajo v temu. Seveda ne morejo skočiti na vsako novo zdravilo, vsako novo stvar, pomembno je še zdravnike in klinike navdušiti, da se tega projekta lotijo. Kolikor razumem, to zdravljenje s temi matičnimi celicami in pa ta terapija nima ne vem kako dolge tradicije, ne? To so z vidika recimo razvoja dokaj nove stvari, ne? Kažejo pa izjemno velik potencial pri zdravljenju. Kako stroka sploh gleda na to? Tako kot vsako drugo stvar, veste, kot je Schopenhauer rekel, da na začetku ljudje tega ne jemljejo resno. V drugi fazi se divje upirajo, v tretji fazi pa jemljejo to kot samo po sebi umevno. In točno tako je tudi s celičnimi terapijami. In verjetno z vsako drugo novo metodo, ki ima drugačen pristop k zdravljenju. In je, ko ti, to ni tabletka, to ni injekcija, kar tako, ki jo imaš že na omari pripravljeno, da jo vbrizgaš. Tukaj je treba imeti še kakšna druga znanja, preden se take terapije lotiš. In mi menimo, da je potrebno imeti posebne eksperimentalne ali pa vsaj za celično terapijo izučene bolnice, ki imajo zdravnike, ki te terapije obvladajo in seveda imajo ustrezno infrastrukturo, da to lahko speljejo. Drugače bojo dobili lažne podatke, kajti
če ne bo te celice, če ne bojo aplicirane pravim bolnikom na pravi način, potem bo rezultat nikakršen. In bomo dobili lažen podatek, da terapija ne deluje, čeprav deluje. Po drugi strani je pa spet tako, če bomo pa te celice brizgali čisto za vsako zadevo na ljubem božjem svetu, ker človek misli, da je, in seveda po možnosti to še zaračunali, kar v redu, potem je pa to spet zloraba človekovega zaupanja in navdušenja nad novim zdravljenjem, ki pa ima spet drugi kontraefekt. In naša firma stalno deluje med tem in poskušamo po eni strani miriti pretirana navdušenja in povedati, da je še dolga pot do končnega cilja, po drugi strani pa seveda spodbujamo kolege zdravnike, da uporabljajo, in čedalje več je takih, ki želijo to uporabljati in videti, ali lahko s tem svojim bolnikom pomagajo. Kolikor sledimo recimo te strokovno literaturo, vidimo, da so recimo Američani so zelo sprejeli to. Tudi recimo zanimivo, naši sosedje Hrvati zelo delajo na tem. Saj tako kot ste rekli, se tu gre za aplicirate že v ortopediji, hematologiji, potem kardiologiji, abdominalnih obolenjih in še kje. Je pri nas recimo ta naravnanost, da se recimo vključi ta nov način terapije, recimo dosti pripravljen? Težko rečem, da bi posebej dosti pripravljen, ampak treba pa vedeti, da Slovenija spada med 3, verjetno pa je pa trenutno prva, že nekaj let, prva po intenzivnosti uporabe celičnih terapij. To pomeni, da zaradi zdravnikov, kot so hematologi, kot so otroški onkologi, kot so gastroenterologi, ortopedi, predvsem kardiologi, je ta intenzivnost te terapije v Sloveniji visoka. To pomeni, da je na milijon prebivalcev veliko skupin, ki dela na tem področju, in da je veliko zdravljenih pacientov na leto. To pomeni, da z tega stališča nismo tako, da bi bili zadaj, nasprotno, smo precej spredaj. In to menim, da je pač, dobro, delno je tudi zasluga našega podjetja, delno je pa seveda zasluga tudi vseh teh inštitucij, ki vzgajajo študente, ki delajo tudi zavodi. Recimo, treba le vedeti, da prve celične terapije so dejansko pogojene z transfuzijo, v Sloveniji Zavod za transfuzijsko medicino, recimo profesor Rožman in to so skupine, so ene prvih, ki so v Sloveniji iz klasične transfuzije prehajale na celične terapije. In to je pač potrebno vedeti in te stvari nekam v en zgodovinski kontekst postaviti. Zato, da vemo, koliko je neke energije včasih potrebne za prepričevanje, pa energije porabiti za to, da včasih pri ljudeh neko ignoranco dejansko premagaš. In najbolj te boli to, če te na nek zelo enostaven način reče, saj to je pa brez veze, kdo je pa že koga pozdravil, in tako naprej. Takrat veš samo to, da mu rečeš, prosim, pejte strokovno literaturo brati, pogledati nekaj tisoč kliničnih študij, ki so bile s tem narejene, nekaj 10.000 pacientov, ki so bili že uspešno zdravljeni, samo zadeva je pa v tem, da je to šele začetek poti, ker to je nov pristop k zdravljenju. In naša vloga, da jo ne bomo pretiravali, naša vloga je seveda skromna, in delamo tisto, kar lahko v danih okoliščinah, in to, kar delamo, želimo pa delati na soliden način. In menimo, da je to edini pravi način, da na dolgi rok kakšne stvari dosežeš. A mislite, da se recimo take epidemije, ki je zdaj COVID-19, pospešijo nek razvoj recimo novih pristopov? Ja, seveda. Vam je tudi uspelo narediti en konzorcij tudi tujih partnerjev. Mislite, da bo to na nek način potem premaknilo tudi percepcijo glede tega, kar ste zdaj govorili? Pa hkrati seveda tudi učinek, ne? Definitivno bo. Mislim, mi pač delamo vse, kar mislimo, da je smiselno, in seveda poskušamo informirati javnost o tem našem delu.
Dejstvo pa je, in to je pač neizpodbitno dejstvo, da je povsod po svetu, COVID-19 je zdaj res velika zadeva po celem svetu. Vsi iščejo vse od vakcin, antivirusnih zdravljenj, lajšanja simptomov akutnega respiratornega sindroma, stresnega sindroma in tako naprej. Skratka, iskati vse, kar je, da bi učinek te epidemije bil čim manjši. In MSC-ji, mezenhimske matične celice, so eno od 50 top zdravil na svetu, ki se preizkušajo na večjih koncih v istem času, zato da se ugotovi, na kakšen način so lahko koristne pri tej epidemiji. Ta epidemija se bo seveda še kdaj ponovila. Če ne bo koronavirus, bo pa kakšen drug. Bo pa H1N1 ali pa H1N5 ali pa kakorkoli drugače. Virusi, mikroorganizmi nas spremljajo, so nas v preteklosti že velikokrat precej zdesetkali in nas bojo v prihodnosti tudi. Hvala Bogu, imamo pa znanost, ki lahko nam tukaj kaj pomaga, in zaradi tega, ker imamo znanost, lahko na podlagi znanosti postavimo tehnologije, ki nam omogočajo, da preživimo s čim manj posledicami. Posledice pa bojo. Če bi ta epidemija šla nekontrolirano mimo, bi po svetu imeli približno tako število skoraj mrtvih, kot smo jih imeli za španske gripe, ki pa vemo sami, kakšen darmar je naredila 100 let nazaj. Ali pa da bi bilo še hujše, da bi imeli pa podobno epidemijo, kot je bila kuga, ali pa da bi bil koronavirus tako smrten, kot je bil MERS leta 2013 v Saudovi Arabiji, pa veste, od 2 milijona ljudi bi bilo danes 1.200.000 mrtvih. To so pa cifre, ki so pa precej hujše kot te, ki jih imamo danes. No, zato je to dobrodošlo, recimo, da se noter v tako epidemijo vključite tudi raziskovalci, znanstveniki z nekim drugim načinom, ki eventualno, utegne res pomagati. Ja, v našem konzorciju smo mi v bistvu oba načina dali. Mi smo rekli tako, če se borimo, zato smo rekli fight against corona, ali fuck s klicajem na koncu, ker ta epidemija res je, ko se je pojavila, je bil točen tak medklic. Ampak to je pozivanje na akcijo. Mi nismo hoteli dati enega znanstvenega, pretirano znanstvenega imena, ampak zelo jasen cilj, kaj želimo narediti. Želimo udariti tako, kot vemo in znamo, da bi bilo najboljše. To pomeni po eni strani zmanjšati delitev tega virusa, zato je en del tega našega konzorcija dela na antivirusnem zdravilu ranapirnaza, to je en encim, ki znotraj celice deluje, ko virus že prodre v celico, ta encim zmanjšuje njegovo sposobnost pomnoževanja. Ko pa že povzroči škodo, takrat imamo pa, to pomeni, ker pa mi pa z MSC-ji pa poskrbimo za ranjence. Smo kot poljska bolnica, ki skrbi za to, da čim bolj zmanjša posledice škode, ki jo je ta virus naredil. In zato, ker naš cilj je, da kako na čim krajši, čim hitrejši, čim bolj jasen način zmanjšati impakt tega virusa pa te epidemije na ljudi.